Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Pretekli dve predavanji smo se osredotočili na osebni odnos do Boga in do samega sebe. Danes se želim osredotočiti na odnos do drugih. Želela bi, da bi se odzvali na moje poučevanje preko Facebooka in mi povedali, kaj ste pridobili od današnjega predavanja. Dajmo, pogovorimo se o odnosu do naših bližnjih. Danes vam želim govoriti o ljubezni. Verjamem, da je ljubezen najpomembnejše čustvo, da se naučimo, kako v njej delovati. Ni pomembno, da sem znana predavateljica, ali da je kdo zelo slaven pevec, ali da je nekdo drug uspešen v poslu. Pomembno je, da ljubimo ljudi in to ves čas. Da se ljudje počutijo, kot bi nekaj dodali njihovemu življenju, ker smo z njimi. Kaj je ljubezen? Vi veste, da obstaja veliko zanimivih definicij za ljubezen, vendar verjamem, da je ljubezen v temelju, kako ravnamo z ljudmi. Bog je ljubezen in z nami ravna resnično dobro. Kako se vedete do ljudi, ki se ne obnašajo ravno tako, kot bi vi želeli? Kako se obnašate do ljudi, na katere ne želite narediti nobenega vtisa? Kako se obnašate do ljudi, ki so za vas pomembni, in kako se obnašate do ljudi, ki so po videzu nepomembni? Jezus je rekel, novo zapoved vam dam. Oni so imeli 10 zapovedi, ki so jih spremenili v 2000 pravil in predpisov, da bi se v stari zavezi približali Bogu. Tedaj pa je Jezus prišel z novo zapovedjo, z novim načinom življenja, z novim prenovljenim načinom življenja. Rekel jim je, dal vam bom novo zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem vas bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če se ljubite med seboj. Amen. On je rekel, tu je vaš odgovor, da pričujete. Tu je vaš odgovor, da izgubljene vodite v novo življenje s Kristusom. Izberite si ta odlomek Božje besede in začnite ljubiti ljudi. Samo pojdite ven in pozabite na govorjenje, pozabite na pridiganje. Da, tudi pridiganje je za to potrebno, vendar pa največinoma pridiga vaše življenje in ne vaše besede. Dajte no. Pridigajte vsakemu, vendar samo, ko res morate, tedaj spregovorite. Preostali čas pa naj bo vaše življenje eno samo pričevanje. Bodite živi apostol vsem ljudem okrog vas. Vključite se v klub premetenih darovalcev in postanite predsednik. Amen. Bodite detektiv za Boga, vsak dan pojdite ven in opazujte. Nato najdite nekaj ljudi, recite, hej, tej osebi hočem pomagati, vendar nimam dovolj, da bi sam opravil, a bi mi ti pomagal? Ti se lahko voziš naokrog s krščanskimi nalepkami in s 3 ribicami na avtomobilu in napisom Jezus te ljubi, ampak če se vsak dan izogibaš ljudi, sediš v kotu, poslušaš svoje kasete in se obnašaš, kot da si boljši od kogarkoli drugega, vendar bolje je, če ljubite Boga, bodite za vzgled. Mogoče se je tistemu, ki do vas ni bil spoštljiv, pokvaril avto. Mogoče boste vi tisti, ki boste pristopili in rekli, vesel bom, če ti lahko pomagam in če rabiš prevoz službo, te peljem. No, zakaj bi jaz tako ravnal, potem ko so tako grdo ravnali z mano? Zato, ker si ti predstavnik Boga in tako bi on ravnal, kajti on dopusti, da sonce sije na dobre in na hudobne. Če se bomo začeli tako obnašati, je to zelo težko za naša čustva. Požreti moramo svoj ponos. Hočemo uživati v maščevanju. Tisto sekundo, ko rečete tej osebi, vesel bi bil, da ti lahko pomagam, se ona zave, kako je ravnala z vami. Vi jim kodrate možgane, ker oni tega ne razumejo. Kar naenkrat, če imate krščansko nalepko na svojem avtomobilu, bi to lahko imelo nekoliko več smisla. Drugače nima nobenega smisla.
Meso podeduje sebičnost. Vendar Bog je dober in jaz sem hvaležna, da On pride in se naseli v nas samih, ko ga sprejmemo za odrešenika. Za nas obstaja upanje, da premagamo take vrste ponos, osredotočene na samega sebe in bedno življenje. Jezus je rekel, če me ljubite, vzemite nase svoj križ in me sledite. Pozabite nase, ne gledajte nase ter na svoje interese. No dobro, Joyce, če ne bom skrbel zase, kdo bo skrbel zame? No, poglejmo, kdo bi lahko. Bog? Nikoli niste pomislili na to. Bog! Veste kaj? Mislim si, da Bog lahko stori veliko več v eni sami sekundi, kot pa lahko ti storiš zase v celem svojem življenju. A se lahko kdo strinja s tem? Na drugi strani pa prav jaz učim ljudi, da skrbijo zase. Ne govorim o tem, da prezrete svoje resnične potrebe in da ne skrbite sami zase, tako da bi uporabili nesorazmerno količino časa za pomoč drugim in bi zanemarjali svoje potrebe. To ni to, o čemer govorim. Če smo samo na pol pošteni, lahko zelo hitro odgovorimo na vprašanje, ali sem sebičen egoist. Rimljanom 5:5. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki vam je bil dan. Torej imate v sebi Božjo ljubezen. To je v vašem duhu, kjer so vsi sadovi duha. To je namreč to, česar ste polni. Ne vem, kaj si mislite, česar ste vi polni, vendar s tem ste resnično napolnjeni. Mogoče vam bo kdo hotel razložiti, česar ste polni, vendar sem danes jaz tukaj, da vam povem, česar ste polni. Ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, prijaznosti, dobrote, zvestobe, blagosti in samokontrole. Nikar ne recite, da se ne morete kontrolirati. Če se ne boste kontrolirali, potem vsaj povejte po pravici in rečete, nočem se kontrolirati. Mi si raje mislimo, ne morem pomagati. Ne tako, Bog vas je pripravil za zmago. On nas je usposobil, da bi šli ven v svet. Mogoče imate sedaj šibko samokontrolo, ker je niste uporabljali. Vendar vsakič, ko uporabite, ste močnejši. Mogoče ste slabotni, da bi pokazali ljubezen navzven, ker tega niste bili navajeni, vendar v sebi nosite seme plemenitosti. Jaz pravim veličine, kajte to napravi plemenito osebo zares plemenito. Ne to, kar počnemo v svetu, ampak kako ravnamo z ljudmi. Ali želite biti močna osebnost? Hodite v ljubezni. A hočete, da se uresničijo vaše molitve? Hodite v ljubezni. A hočete biti srečni in zadovoljni? Hodite v ljubezni. Ali želite imeti čudovito družbeno življenje? Hodite v ljubezni. Dajte no, a želite biti še bolj veseli? Hodite v ljubezni. Veste, veliko govorimo o svobodi in kako nas je Kristus osvobodil. Kajte, ko ste kristjan, ste postali svobodni. Osvobojeni smo od vezi in smo popolnoma svobodni. Vendar pa morate razumeti, da ima svoboda odgovornost. Mislite o tem. Mi slišimo Božjo besedo, vendar premislite o naslednjem. Pred tabo sem postavil življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Zato sprejmi življenje, da boš živel ti in tvoji potomci. Ko napravimo nekatere odločitve, to vpliva na nas in ima svoje posledice tudi na poznejših generacijah in na ljudeh okrog nas. Včasih se mi zdi, da nam je Bog dal nekakšen test z večjimi vprašanji in nam je že vnaprej povedal odgovore. A, življenje, B, smrt. Pred tabo sem postavil življenje in smrt, pravi odgovor je C, izberi življenje. Če ne napravite dobrih odločitev, boste to obžalovali. Želim, da o tem premišljujete. Ko ne napravite dobrih odločitev, jih boste obžalovali. Če vas nihče ni niti podučil, da bi napravili prave odločitve, boste žalostno prišli na konec svojega življenja in ko boste pogledali nazaj, bo eno samo obžalovanje. Moj oče je umrl star 86 let pred 4 leti. Čeprav je prejel Kristusa približno 4 leta preden je umrl in zaradi tega sem bila zelo vesela. Vam lahko odkrito povem, da ko je moj oče pogledal nazaj na svoje življenje, je bilo eno samo veliko obžalovanje. Po
86 letih je bilo na njegovem pogrebu mogoče 10 ljudi in večina so bili to moji otroci, ki so prišli na pogreb zaradi mene. Res je žalostno, da nekdo preživi vse svoje življenje in ga nihče niti ne pogreša, ko umre. To je bilo zato, ker je v svojem življenju delal odločitve, ki niso pomagale ustvarjati odnosov. Do ljudi je bil hudoben, težko je bilo shajati z njim. Bil je zagrenjen, kritičen, obsojajoč. Svoj položaj je zlorabil in zato je plačal ceno. Za vsako od teh stvari se je sam odločil. Živel je po svojih čustvih. Mnoge izmed teh občutkov je nadzoroval njegov sovražnik, kajti on ni poznal Boga v svojem življenju. Zadnja 4 leta njegovega življenja sem bila priča mnogim velikim spremembam. Gledal me je in jaz sem vedela, da mu je žal, ker me je zlorabil. Vem, da je gledal mojo mamo in mu je bilo žal za vsakič, ko je prišel domov pijan in jo pretepal. Vem, da je mislil o mojem bratu, kako ni porabil časa zanj, da ni hodil z njim na tekme in da ga je učil napačne stvari. Mislim, da ne bom nikoli pozabila žalostnega pogleda nanj, ko sem ugotovila, da v 86 letih svojega življenja nima pokazati nič drugega, kakor samo obžalovanje. Da ne bi vsakdo postal žalosten, brezvoljen bi mislil, ko te poslušam, mislim, da sem zares v težavah. Dobra novica veselega sporočila je, da vam vsaka pravilna odločitev pomaga popraviti rezultate napačnih odločitev, ki ste jih sprejeli v vaši preteklosti. Dedkove odločitve so vplivale na mojega očeta, moj oče je vplival name. Sredi slabih odločitev v svojem življenju sem začela delati dobre odločitve. In moji otroci imajo sedaj veliko boljše življenje, kot sem ga imela sama v njihovi starosti. Jaz vas samo spodbujam, da bi končali, kar ste začeli. Končajte svoje potovanje z Bogom, odrastite in se oprimite duhovne zrelosti in ne samo stvari. Karkoli delate, ne dopustite, da denar vodi vaše odločitve. Nobena količina denarja ne odmeri vašega miru. Nobena količina denarja ni vredna, da bi bili pod takšnim stresom, ker niste izpolnili načrta in vam ves čas ne pusti dihati, ampak morate vedno tekati in tekati sem in tja. Gotovo lahko razumemo, da ima Bog za nas boljše življenje, kakor pa da samo tekamo in norimo. Ali razumete, kaj vam hočem povedati? To sem počela leta in sem mislila, da delam to za Boga. Ampak sem morala delati to, kar sem počela, da gotovo. Vendar je bilo veliko stvari, ki bi se jim lahko odrekla in tega nisem storila. Posledica tega bi bila, da bi doma imela več časa. Sedaj ne morem vzeti tega časa nazaj. Hvala Bogu, da imam dobre odnose s svojimi otroki. Vendar pa je tudi kakšna stvar, ki bi se ji lahko izognila, če bi bila ob pravem času na pravem mestu. Če je vaš zakon v težavah, bodite previdni, da naredite prave poteze in izbire. Sprašujem se, koliko gledalcev, ki me prav zdaj gleda po televiziji, imajo težave v svojem zakonu in se sprašujejo o ločitvi. Veliko preveč ljudi se odloči za prekinitev zakona, ko je njihov zakon v težavah. Hočejo drugo osebo, da se spremenijo, ampak nikoli ne rečejo, Bog spremeni mene. In nikar sedaj ne ugašate televizije. Niti ne pomislite, da bi zamenjali program, ker vam pravim nekaj, česar vi nočete slišati. Samo vprašajte se, če je to res ali ne. No, dobro, Joyce, vendar ti ne veš, Dajte no, ne jezite se na pravo besedo. Ne mečite svojega zakona tako hitro v smetnjak. Na drugi strani ograje ni trava nič bolj zelena, tudi tisto bo treba pokositi. Kaj bi lahko bili, če bi naredili boljše odločitve in čeprav šele sedaj? Kakšno življenje bi imeli vi in vaša družina, če bi naredili težke odločitve, ki jih je težko narediti? Želim, da živite, ne pa da ste ves čas zafrustrirani in nerazpoloženi
polni skrbi, sovraštva, grenkobe, razočaranja in se ves čas jezite na vsakogar, ker vi niste srečni. Ne gledajte drugam, mene poglejte. Spominjam se, ko mi je Bog rekel, ti nisi srečna, ker si sebična. Vendar sem takrat že dolgo časa poučevala in pridigala. No, ves čas pridigam o ljubezni. Veš kaj, ti lahko ves čas govoriš o ljubezni, vendar ne hodiš v ljubezni. Naslednjih 15 let sem se morala soočiti z dejstvom, da sem se učila ljubiti. To ni le pridiganje, ampak način življenja, ki ga živimo. Z vami želim podeliti odlomek iz Jakobovega pisma, 4. poglavje, 1. do 3. vrstica. Odkot med vami boji in odkot prepiri? Ali ne od tod? Iz naslad, ki se vojskujejo v delih vašega telesa. To je boj, maščevanje, prepiri, jeza in razočaranje. To imam rada. Odkot to prihaja? Maščevalne misli, razburjenost, zagrenjenost. Odkot vse to? Ali ne prehaja to od vaših čustvenih želja, ki se bojujejo v vaših telesih? Prepirljivost, jeza, zagrenjenost. Ljubosumni ste in hrepenite po tem, kar imajo drugi. Ljubosumni ste na druge. Veste, kako nas to žalosti? Kako smo zaradi tega jezni in vznemirjeni in razdraženi? Če gledamo, kako Bog ravna z drugimi v svetu in se primerjamo, kako Bog ravna z nami. Dajte no, danes si želim, da bi kdo spoznal, da ima Bog čisto poseben, unikaten načrt za vas, ki je čudovit in se prilega prav vam. Ne imejte kakšne stare, kisle, negativne izkušnje, da bi si rekli, no ja, če ima tako čudovit načrt, zakaj ga potem ne morem videti. Ne bodite ljubosumni na druge, samo prosite Boga za to, kar želite in mu zaupajte, da bo na pravi način in v pravem času vam to dal. Zaupajte mu, da vam vaše želja ne bo dal v roke, če to ni najboljše za vas. Rada bi, da bi lahko pela kot ti. No, pravzaprav si mislim, da pojem bolje od tebe in mislim, da bi morala biti tam spredaj jaz namesto tebe. Lahko se spominjam, ko sem poučevala svetopismo svoje majhno skupino 20 ljudi. To sem delala že 5. leto in sem imela tako veliko vizijo, da sem bila tako naveličana in utrujena te majhne skupinice. Ne zaničujte dnevov s skromnimi začetki. Jaz sem hotela nekaj velikega, zelo velikega, ker sem tedaj bila zelo negotova. Nisem vedela, kdo sem v Kristusu. Poskušala sem oprati svojo sramoto in obtoževanje iz preteklosti, ves občutek krivde in obsodbe. Zato sem potrebovala nekaj velikega, da bi se dobro počutila. Vendar pa mi Bog tega ni naklonil, dokler se te stvari tukaj notri niso poravnale. Kajti Bog nam nudi cel kup stvari, mi pa nimamo nič tu notri. In ko se zgodi prva večja nevihta, nas pobriše. Vidite, jaz rada to počnem. Vesela sem. Vendar ne vem, če bom lahko to delala vse svoje življenje. To me v resnici ne bo naredilo nič manj pomembno, nič manj vredno. Kajti naša vrednost je v tem, kdo smo v Kristusu in ne to, kaj počnemo. Povem vam, da če se tega ne naučimo, bomo v velikih težavah. Ni mi mar, kako dobro delate to, kar delate. Prišel bo čas in nekdo bo prav to sposoben narediti bolje. Ni pomembno, kako hitro teče atlet, kajti nekdo bo nekoč tekel hitreje. Ni pomembno, kako hitro plava plavalec, kajti nekdo bo plaval še hitreje. Ni pomembno, koliko plošč je prodal pevec, ni važno, koliko zlatih plošč ima, kajti nekdo bo nekoč porušil njegov rekord. Moramo se naučiti, kako božji čas postaviti v svoje življenje in se zavedati, da imamo prav isto vrednost v različnih letnih časih. Dajte no, veselite se zaradi sebe. Pismo Rimljanom 12. poglavje govori o tem, da smo različni udje, vendar smo vsi eno telo. Mi vsi imamo različne funkcije in darove, vendar smo še vedno del enega telesa. Na to sveti Pavel govori, da so nekateri to, drugi ono, vendar osredotočimo se na naše fizično telo,
ki je v službi Boga. Moje fizično telo ima veliko različnih delov, vendar pa niso vsi podobni, niti tako ne izgledajo. Nimajo podobnih nalog. Določeni deli telesa imajo privilegije, ki jih drugi deli nimajo. Nekateri deli so bolj vidni od drugih. In v kakšni zmešnjavi bi bila, če bi vsak moj del fizičnega telesa postal ljubosumen na druge dele telesa? Vidite, skupaj moramo delati. Vsake toliko časa si privoščim nove čevlje, ki jih sprva nekoliko težje obujem in veste, da se za to moram potruditi. Zame je tako čudovito, ko mi moja roka takoj priskoči na pomoč in mi jih pomaga obuti. Veste, nosim tudi lepe prstane. Sem ga prinesel moj prsti, vendar ga oči vidijo. Moji prsti nikoli niso videli prstana. Prsti ga samo nosijo. Celo svoje življenje prenašajo prstane sem ter tja, vendar jih nikoli ne vidijo. Oko nikoli ne more nositi prstanov, vendar jih vidi. Kaj bi se zgodilo, če bi moja roka rekla: jaz ti ne bom pomagala obuti teh novih čevljev? Kajti resnica je ta, da tudi jaz hočem imeti nove čevlje. Kajti vse svoje življenje še nikoli nisem imela čevljev. Če pa ti misliš, da bom vse svoje življenje le tebi pomagala obuvati čevlje, se krepko motiš. In kaj če bi oko reklo: nočem več gledati tega prstana. Nočem ga videti. Jaz hočem svojega. Če pa ne morem imeti prstana, potem ga niti ne pogledam. Podobno hodimo skozi življenje mi kristjani. Gremo skozi življenje. Kaj če bi nam Bog dal svojo voljo in bi rekel: že dobro. Lahko samo upamo, da nam Bog ne bo dal vseh stvari, za kar smo ga prosili. Včasih mi kristjani tako izgledamo. Čevlje nosimo na rokah in prstane na očeh, vendar hvaljen bodi Bog, kajti prejeli smo to, za kar smo prosili. Edini problem je, da če imamo prstane na svojih očeh, potem ne vidimo, kam gremo. Tako se zaletavamo v stvari in ranimo druge ljudi. Verjamem, da nas zaupanje v Kristusa osvobaja vsega tega. Ni mi potrebno imeti vsega tega, kar imaš ti. Brez tega sem lahko prav tako srečna. Ni mi potrebno početi tega, kar počneš ti. Ni mi ti potrebno, da me imaš rad, da bi bila srečna. Kajti moje veselje ni v tem, kar si ti misliš o meni. Moje veselje izvira iz spoznanja, kdo sem v Kristusu. Ko se nadaljujejo prizadevanja za pomoč prizadetim območjem po hurikanu Sandy, se moramo zavedati ne samo, da so bili uničeni domovi, poškodovana lastnina in da mnogi požrtvovalno pomagajo nuditi pomoč. Ne smemo pozabiti, da so mnoga življenja zavedno spremenjena. Kako vidite svojo prihodnost? Kako se boste prebili skozi ta težki položaj? Ne vem, moram biti močna. Nancy je ena izmed tisočih, ki morajo ostati močni, ko čakajo na izboljšanje. Srečali smo jo v ameriškem New Jerseyju in njeni hiši je bila tudi ena izmed cerkvenih skupnosti. Pomagajo ji čistiti in pospravljati njen dom. Povejte, kako je bilo pri Nancy, kaj ste našli, ko ste stopili v njeno hišo. Ja, veste, Nancy je ena izmed tistih gospa, ki ni imela urejenega zavarovanja. Je že starejša, vse življenje je živela v tej hiši. Odrasla je s strahom, ki ga ima veliko starejših ljudi, ko niso sposobni sprejeti osnovnih odločitev, naprimer, da se zavrže uničena preproga ali da se odnese popolnoma premočen kavč. Torej, vprašanje je, kaj, če vržem to stran, čeprav vidijo, da stvari ne morejo obdržati, saj so popolnoma uničene. Ja, živi z minimalno socialno podporo, tako da nima niti možnosti, da bi pohištvo zamenjala. O, tako hladno je tukaj. Da, ko pa si moker. Nancy je splezala po tej lestvi na podstrešje več kot 20-krat, ko je nevihta opustošila njen kraj, da bi tukaj shranila čim več dragocenih stvari. Strah me je bilo mraza in nisem vedela, kako dolgo bom morala čakati na podstrešju in nikakor se nisem mogla ogreti. Kako dolgo ste ostali tam gori? Ne vem. Res se ne spomnim.
Tako smo jo našli, ko smo prišli v njeno hišo, prestrašeno in dehidrirano. Najprej smo ji dali piti vodo in potem smo ji pomagali pri pospravljanju. Tako je preživela, veste, le z nekaj jajci, ki jih je hranila doma, in pojedla je še nekaj bombonov. Kako dolgo je bila na podstrešju? No, mislimo, da verjetno 3 noči. Mnogo ljudi je izgubilo njihovo zgodovino, družinske slike, ki jim pomenijo vse. In kaj je to, če sem prehodila teh 20 stopnic 20-krat? Sem gor. Tukaj sem lahko pospravila, vse na varno. Imam ljubezensko pismo, ki ga je moj oče pisal moji mami, vse sem shranila, torej sem bogata. Resnično sem bogata. Ko čas mineva, se od hurikana Sandy poškodovana območja počasi postavljajo nazaj na noge, malo po malo vsak dan. Kakorkoli, pomnite, da je za vsako sliko uničenega doma oseba, kot je Nancy, ki skuša ostati močna ob času, ko najbolj potrebuje pomoč. Hvala vam, da pomagate naši organizaciji Hand of Hope. Preko naših partnerjev in cerkve lahko tako pomagamo mnogim ljudem v stiski. Pred Nancy je še dolga pot, vendar ji bo uspelo, saj je obdana z ljudmi, ki širijo Kristusovo ljubezen. Sedaj ste pod velikim pritiskom, kaj ne, da še veliko je za postoriti. O tem še nisem razmišljala do danes zjutraj, ko sem prvič zajokala in nisem mislila, da bo. Mogoče je to dobro. Po telefonu sem govorila z vašim prijaznim duhovnikom in dobro mi je delo. Potem sem se počutila res dobro. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.